sem Vesna Tajnšek, diplomirana fizioterapevtka in mentorica programa Yoga za hrbtenico. Dobrodošli v zasebni ordinaciji Physio-Art fizioterapija, ki sem jo ustanovila pred 6 leti. Ukvarjam se z terapijo gibalnega sistema in najnovejša pridobitev te ordinacije je tale Tekar aparat, ki se izvaja z takimi fascialnimi orodji. Sama oblika mi omogoča, da se še lepo prilagodim sami obliki telesa in s tem še izboljšam sam učinek terapije. Največja dobrobit te terapije je, da se izvaja iz globine telesa navzven. Namreč uporabljam tudi tako ploščico, kamor položim tarčno tkivo, to se pravi oboleli del našega telesa, in potem izvajam terapijo s temi orodji. In na tak način se izvaja dejansko ravno ta globinski učinek. Poleg tega je specifika te terapije tudi ta, da se izvaja medtem, ko je pacient aktiven. To pomeni, če je ta obseg giba zelo boleč, potem dela ta boleč obseg giba, izvajamo terapijo v tem bolečinskem obsegu, tako da res je učinek ravno na tista dela, na tista tkiva, ki so najbolj prizadeta in absorbirajo ravno ta prizadeta tkiva največ energije. Priznam, vedno znova se zaljubim. Vedno znova se zaljubim v človeško telo, v ta čudoviti stroj. Fascinira me ta sposobnost našega telesa za samozdravljenje. Zanimiv je ta energetski oziroma meridianski ustroj našega telesa. Zadnje čase pa se veliko posvečam vplivu negativnih čustev oziroma ta psihološki del osebnosti, ki nekako vpliva na nastajanje blokad in seveda, če te blokade dlje časa vztrajajo, potem seveda lahko pride do nastanka kakega obolenja ali bolečine. In ravno to je mogoče posebnost te ordinacije, da nekako si prizadevam obravnavati pacienta čim bolj celostno, kajti poleg tega, če obravnavamo samo telesno bolečino in nekako je potrebno integrirati tudi ta psihološki del, se pravi ta negativni, čustveni del osebnosti, in le taka celostna obravnava vodi v trajno rešitev problema. Tako da je čas, ki si ga namenite zase v Physio-Art fizioterapiji, neprecenljiva naložba. In se vidimo septembra 9. ob 11. uri na lokaciji Hiška v gozdu, to je za osnovno šolo, in bomo izvajali jogo v živo.